Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, lepo pozdravljeni. V tokratni epizodi podcasta Supermoč gostim prvo članico uprave Nove Ljubljanske banke v celotni zgodovini naše te omenjene ugledne največje banke. To je morda bolj pomenljivo, kot se zdi na prvi pogled. A o kom in o čem to dejstvo največ pove in kdo je prva dama Nove Ljubljanske banke, boste slišali v nadaljevanju. Namreč, če bi stala na odru, ki ga mimogrede že kar precej pogrešam, in prvič bom stala na odru v kontekstu dogodka medijske hiše Delo, in sicer dogodka z imenom Zdravje 2023, 13. septembra, kamor vse vas toplo vabim, bi prav gotovo rekla, da z velikim aplavzom prosim na oder ali k mikrofonu podcasta Supermoč pozdravite in pospremite odgovorno gospo za bančništvo na drobno in privatno bančništvo, gospo Hedviko Usenik. Gospa Usenik, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Zelo sem vesela, da sva se srečali. Predvsem sem zelo počaščena, da govorim s prvo gospo uprave Nove Ljubljanske banke, namreč tudi zato, ker spoštujem vsako žensko, ki gre čez težko in pomenljivo karierno in osebno pot. In tudi to, da pravzaprav podirate na nek način neke mejnike ali neke meje, ker ste dejansko ste zapisani v zgodovino te največje slovenske banke kot prva članica uprave. Ali vam to nalaga veliko čast ali odgovornost? Predvsem odgovornost. Predvsem je to velika odgovornost, ker gre nenazadnje za inštitucijo z izjemno tradicijo, ki skrbi za več kot tretjino depozitov slovenskega prebivalstva, tako da je predvsem odgovornost, tako da še malo več odgovornosti na ramah. Se mi zdi pa tudi simbolno pomembno, ker sem prva, ampak gotovo ne bom zadnja. In to me na nek način veseli, ker mogoče s tem bo kakšna druga ženska, ki morda zdaj dela v banki, morda kje drugje, pomislila, mogoče sem pa tudi jaz lahko na tem mestu. Tako da z tega vidika se mi zdi simbolno pomembno. Niti sama se nisem toliko zavedala tega, ampak ko sem bila imenovana lani v prvi polovici leta, sem dobila veliko enih pozitivnih odzivov od sodelavk, ki se jim je to zdelo pomembno, ki so bile nekako ponosne, da je zdaj ena ženska v upravi, tako da takrat sem se nekako mogoče začela zavedati, da je to simbolno pomembno. Tudi zato, ker vsi tisti, ki smo bili v muzeju bančništva in ki smo se v tem bankariumu tudi dodatno seznanili s potjo Nove Ljubljanske banke, pravzaprav vemo, kako pomembno vlogo ima ravno Nova Ljubljanska banka v slovenskem prostoru za razvoj pravzaprav slovenske družbe. Kaj je tisti mejnik, ki je recimo vam v kontekstu Nove Ljubljanske banke najbolj všeč, tako da je tudi družbeno odgovoren? Sploh, če se pogovarjamo v tem trenutku v kontekstu nesreče, ki je prizadela Slovenijo in torej teh velikih poplav. Ja, takšna organizacija, kot je Nova Ljubljanska banka, vsekakor mora tudi v takih primerih, kot se zgodijo, pokazati to družbeno odgovornost, in mi smo jo dejansko zelo hitro po poplavah smo donirali 4 milijone evrov najbolj prizadetim slovenskim občinam, dodatno še pol milijona evrov zaposlenim, ki so bili prizadeti v poplavah. Tako da absolutno so to eni taki momenti, kjer se kot organizacija moramo odzvati. Tudi sicer smo, bi rekla, zelo družbeno odgovorni, podpiramo šport, kulturo, varovanje kulturne dediščine. Tako da že tako ali tako veliko delamo na tem področju, ampak ko pridejo taki enkratni dogodki, jasno, smo tisti prvi, ki se moramo tudi odzvati. Zdi pa se, da postajate tudi velik player ali pomemben player, da ne rečem celo opinion maker pri stvarih, ki so v tem trenutku ne samo za slovensko družbo, ampak globalno družbo relevantne. Govorimo o ekologiji, o trajnosti. Vi imate zelo močen akcent na tem polju delovanja. Absolutno. S tem smo se začeli zelo fokusirano ukvarjati kakšne 3 leta nazaj. In sicer na 3 področjih, bi rekla. Najprej trajnostno financiranje,
naše trajnostno delovanje kot organizacija in pa družbena odgovornost. Nekako to smo si zastavili kot ta 3 področja. In nekako se ves čas razvijamo. No? Zdaj, kar zadeva financiranje, seveda kot banka imamo izjemno moč, glede na to, kam denar usmerjamo. Ali ga usmerjamo v projekte, ki so trajnostni, zeleni, ali ga usmerjamo tam v projekte, ki to niso. Tako da kot inštitucija se moramo odločiti, kaj podpiramo in kaj ne podpiramo. In mi smo se absolutno odločili, da podpiramo trajnost, podpiramo zelene projekte, financiramo recimo vetrne elektrarne v regiji. V Sloveniji pač takih projektov ni, v regiji so. Imamo celo produktno paleto tako za prebivalstvo kot za podjetja, za financiranje recimo sončnih elektrarn, IR panelov, potem toplotnih črpalk, v bistvu celotnega prehoda na zeleno, kjer imamo tudi ugodnejše pogoje za stranke. To je eno področje. Drugo področje poskušamo poskrbeti za to, da tudi sami poslujemo čim bolj trajnostno. Recimo, začeli smo meriti ogljični odtis naše skupine in smo ga uspeli v lanskem letu, glede na leto prej, zmanjšati za 46%. In seveda se trudimo v tej smeri naprej. In seveda ta 3. steber, ki sem ga že omenila, družbena odgovornost. Se pravi, da vračamo okolju preko sponzorstev, preko donacij. Recimo, ne vem, en tak lušten projekt je Šport mladim, kjer pač poskušamo spodbujati mlade preko sponzorstev raznih klubov, da se angažirajo v športu, da niso samo za televizorji, računalniki, tablicami, ampak da dejansko grejo v klub in se ukvarjajo s športom. In ko ravno omenjate šport, spomnim se, namreč medijska hiša Delo ima odlično vsebinsko zgodbo in sicer dogodek, ki ga poimenujemo Šport. In v letošnjem letu je tudi vaš sodelavec, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke, Blaž Brodnjak, nastopil na našem dogodku, kar smo bili seveda zelo počaščeni, in takrat je nekako potrkal na vest ali pa odprl prostor za razmišljanje, da ravno klubi so še edini ali redki prostori, kjer naša mladina dobiva ta občutek za in avtoriteto in to kolektivno zavest, ekipno delovanje, da ne rečem disciplino, urnik, rutino, potrpežljivost, vztrajnost in vse tiste kvalitete, ki nekako šport prinaša, sploh v kontekstu zeitgeista, ki je zaznamovan z všečki na družabnih omrežjih in pa tudi precej škodljivo permisivno vzgojo, ki jo prenekateri starši še kar nekako uveljavljajo. Ja, in te vrednote so nekako zabeležene v vaši banki. Je to ena izmed tistih stvari, zaradi katerih ste se tudi vi odločili, da je Nova Ljubljanska banka nekje v vaši karierni poti zgodba za vas? Ne vem, če je bilo ravno to, ampak nekako me je takrat poklicala ta izziv, ki se je pojavil v tej banki. Predvsem, kar me je pritegnilo, je bilo tudi ta mednarodna nota NLB skupine, da ni prisotna samo na slovenskem trgu, ampak na več trgih. In z tega vidika je, če delaš v bančništvu, ta organizacija pravzaprav edina v Sloveniji, kjer v bistvu ti sam kreiraš strategijo. Če si pač ti podružnica ali pa hčerinska banka neke banke v tujini, ponavadi ne kreiraš strategije, ampak izvajaš tisto, kar se spomnijo nekje drugje. Mi smo pa praktično edina inštitucija, ki si lahko na nek način, seveda, v sodelovanju z različnimi deležniki sama kreira strategijo in z tega vidika za nekoga, kot sem jaz, ki je že prej delal 16 let v bančništvu, pa še prej na področju ekonomskih raziskav, je to zanimiv izziv. Ker v bistvu takšno službo, ki je drugje lahko imela samo v Milanu ali pa v Münchnu ali pa nekje drugje, gotovo pa ne v Ljubljani. Glede na to, gospa Hedvika Usenik, da smo v podcastu, ki smo ga poimenovali Super moč, kjer nekako iščemo, odkot naši sogovorniki iščejo navdih, vir energije za to, da zjutraj vstanejo, da so polni elana, da razmišljajo kreativno in da nekako delajo v sozvočju z okoljem in s tistim, kar družba pravzaprav pričakuje od vas ali od nas. Bi vas vprašala, ali občutite, da ste kot ženska, ali to preveč klišejsko in stereotipno vprašanje, prinesli neko novo žensko energijo v upravo, v celotno bančno entiteto?
imamo ženske to moč, da na nežen, pa vendarle odločen način spreminjamo vsaj na boj. Imamo. Mislim, da sem prenesla eno novo energijo. Tudi sicer, v bistvu smo se v istem času 3 novi člani pridružili in vsak je prinesel nekaj svojega. Ne. Istočasno se je na primer pridružil kolega, ki je prej delal v Makedoniji, in to je bilo spet nekaj za samo inštitucijo en korak naprej v tem smislu, da tudi nekdo, ki dela trenutno v Srbiji, Makedoniji, Bosni, lahko vidi sebe v prihodnosti kot morda člana uprave NLB skupine. Predvsem vsak od nas je prinesel nek svoj pogled, neke svoje izkušnje. Vsi imamo veliko izkušenj v bančništvu, smo iz 4 različne narodi, ne, zelo različni med sabo. Se pravi, to so najuspešnejše uprave po nekih raziskavah. Ja, mislim, da je zelo pomembno. Zdaj seveda tudi regulator zahteva, ko presoja ustreznost v bistvu posameznika ali pa tudi uprave kot celota ali pa nadzornega organa, zahteva to raznolikost, zahteva različna znanja, ker dejansko problemi, ki jih rešujemo v bančništvu, pa tudi so večplastni, zahtevajo veliko izkušenj, raznolikih. Ne. Tudi banke postajamo bolj tehnološka podjetja, znanja z IT-ja, z data managementa. Vse to moraš nekako zajeti v management team. Tako da bolj je raznolik, ne, več nekih izkušenj različnih, po možnosti iz različnih trgov, ima za sabo uspešnejše, po moje lahko. Sama nisem feministka, pa vendarle mi je všeč, da ženske počasi pridobivamo tisto mesto, ki si ga zaslužimo. Spolna diferenciacija me razen v intimnih razmerjih ne zanima, pa vendarle, če sem lahko osebna, bi vas vprašala, ali je resnica ali je kliše, da če ženska v družbi, kot je recimo slovenska družba, se nekako po tej poslovni hierarhični lestvici povzpenja proti vrhu ali na sam vrh, da mora na tej poti pridobiti ne samo debelejšo kožo, ampak navsezadnje tudi nekaj moških značilnosti. Ste se vi uklonili kakšni taki moški srditosti, bojevitosti, pogumu, drznosti, nonšalanci, trdi roki? Sem kar bojevita, tudi če sem ženska. Mislim, ne bi rekla ravno, v vsakem primeru v tem poslu, ne glede na to, si ženska, si moški, rabiš odpornost. Ja. Res rabiš odpornost. To je nekaj, kar se mi zdi izjemno pomembno, da te ne vsaka stvar spravi iz tira, ker zelo lahko si predstavljate, da v eni inštituciji, ki deluje na 6 trgih, da je izzivov polno, a ne? Pa se sam spomnim v zadnjih letih, ker drugače sem v upravi zadnje leto, ampak za to inštitucijo delam že 5 let, tako da mislim, da sem že tudi prej kar veliko prispevala. Smo šli skozi korona krizo, ukrajinsko krizo, propad ameriških bank, zdaj bomo skratka, ves čas je nekaj, ampak in to je bilo, ne, praktično ni miru meseca, da bi bil mir. Tako da odporen na stres, na pač različne izzive moraš biti, ne glede na to, ali si moški ali si ženska. Da bi moral imeti moške značilnosti, mislim, da ne. Mislim, da to ni potrebno. Ko sem bila mlajša, sem rada prebirala Oscarja Wilda in mi je bilo zelo všeč njegov rek, mislim, da je rekel just be yourself, everybody else is already taken, tako v originalu, nekaj podobnega, no. Se mi zdi, da moraš izhajati iz sebe, da zelo težko v takšnih okoliščinah, ki so polne izzivov, ves čas igraš nekoga drugega ali pa se delaš, da si nekdo drug, ne moreš biti, pač moraš nekako izhajati iz sebe, poiskati tiste svoje močne točke in nekako izhajati iz tega. Tako da ne bi rekla, da sem prevzela kakšne moške značilnosti, pač poskušam na nek svoj način. Psihološka odpornost pride tudi z odličnim podpornim okoljem. Kaj je tisto okolje, ki vam pravzaprav gradi to psihološko odpornost? Je to družina, so to prijatelji ali to že pravzaprav nekaj, kar vam je bilo v zibelko dano, so vam dali starši, prijatelji, šola? Verjetno vse po malem, ampak mogoče se mi zdi, da moj recept nekako je fokus. Pač poskušam se fokusirati zdaj v tem trenutku za to službo, oziroma že za to službo zadnjih kar nekaj let, na službo in družino. Vse ostalo je ob strani, kar pomeni, da moram večkrat reči tudi ne, da me ne boste verjetno videli na vsakem dogodku, ker enostavno, če ni fokusa, ni uspeha. In
se mi zdi, da ne gre, če ne se razpršiš na vse konce in kraje. In tudi ne samo doma, tudi v službi z mojimi kolegi ves čas zagovarjam to fokus. Dajmo se fokusirati na to, ker če bo vse pomembno, ne bo nič narejenega. Tako da mogoče mi je to neko vodilo. Hkrati imam pa izjemno veliko podpore doma. Brez podpore mame, tašče, moža, pa še kakšnega širšega sorodnika, to nikakor ne bi šlo, to moram reči. Mogoče še bolj, ko so bili otroci manjši, ker zdaj so že 18 pa 15 let, tako da je nekoliko lažje s tem. Skratka, brez te pomoči ne bi šlo in jo še vedno dosti pomoči dobim, jo tudi sprejmem, pa malo poenostavljamo pač. Ne vem, mojih kosil pa večeri ne boste videli na Instagramu, ker niso za tja. Stanovanje ni vedno najbolj pospravljeno. Pač moramo malo poenostavljati, ker sicer vse to ne bi šlo. No. Je kar težko, to moram reči. Tako da, če kdo misli, da je to enostavno, pač se iti eno kariero, pa še družino zraven, absolutno ni enostavno. Ampak, a veste, gospa Avsenik, osvežujoče je to slišati, ne? Sploh, ko poslušam ljudi in ki pravijo, da so se ujeli v zanko, ko je moralo biti vse perfektno. Torej, perfekcija je bilo njihovo vodilo, morda celo neka duševna motnja in na koncu se je zgodilo tisto, kar se je nažalost zgodilo mnogim zelo uspešnim ljudem in to je ta izgorelost. Sploh ženske smo podvržene temu, da želimo biti povsod super in na koncu se nam pravzaprav ta enačba ne izide. S čim premoščate stres, ki prav gotovo je vsakodnevna zgodba pri vas? Ja, jaz bi bila perfektna na vseh področjih. Vemo, vse bi bile, ampak ravno to spoznanje, da pač ne moramo biti povsod perfektne in da ni nič narobe s tem, da včasih tudi večer je čisto simpel, ne kot vi pravite odlično za na Instagram, da je to vse okej. Ja, pravim. To je osvežujoča misel za vse pravzaprav nas, a ne? Je. Res je? Včasih je tudi sama težko sprejmem. Pogostnemo, prebrodimo. Jaz sem mislila, je rekel, da je mislil, da imam jaz res tako rada žar. Ampak bolj gotovo, da ne zaradi tega, ker imam res tako rada žar, ampak ker pol meni ni treba kuhati. Ja. Absolutno imam pa seveda tudi ventile, preko katerih se poskušam sprostiti. Recimo, zdaj, ko je poletje, izjemno rada plavam v morju, tako da če imam le kakšen prost trenutek, vikend, poldan, se odpeljem na slovensko obalo in grem plavat. In tudi moja sezona traja tam do 6 mesecev. Res? 6 mesecev v letu plavate? Če se da, ja. Tam nekje od 19-20 stopinj je moj spodnji limit. Tako da to je ena stvar, recimo, ki je zdaj aktualna. Potem mogoče kar ni čist ženska lastnost, tako da tle sem malo moška, zelo rada gledam nogomet. Res? Ja. Ampak vidite, da pravzaprav ženski nogomet je vedno bolj v ospredju. Ja, hvala Bogu. Pravzaprav se sploh lahko vprašamo, zakaj sploh in na first place niso ženske že takoj bile v ospredju. So odlične nogometašice. Ja. No, pa tudi tako nogomet se mi zdi, prvič ga rada gledam, sploh te tekme, kakšne UEFA, Liga prvakov, Liga Evropa, včasih kakšna finala, pa tako, pa potem Evropska svetovna prvenstva, včasih tudi kakšna tekma Slovenske lige. Predvsem, kar mi je pa všeč, je pa analiza tekme ali pa recimo spremljam kakšne trenerje uspešne, kako jim ratuje, včasih leta in leta, kako včasih jim ne rata, pa kako se potem spet iz te krizne situacije ven zvlečejo, ali pa tudi kakšne ekipe, ne? Kako so recimo super uspešne, ne vem, Barcelona, pa potem navzdol, pa kako se spet nekako nazaj. Tako da je tudi z tega vodstvenega vidika mogoče zanimivo zame, no? Da se ne učiš samo iz posla, ampak tudi iz česa drugega. In ravno šport je odlična učna ura, pravzaprav ne samo za upravljanje verjetno menedžerskih zgodb in stvari, ki pač so potrebne v neki poslovni entiteti, ampak tudi osebnega življenja. Namreč spomnim se, da ravno, mislim, da je bil vaš dogodek, ko ste gostili 3 zanimive ljudi in sicer mislim, da je bil to gospod Ropret, ja. Pa
Petrovič. Aco Petrovič in pa Hrgota. On je pa trener skakalcev, torej smučarskih skakalcev. Kako fantastično so pripovedovali, kaj lahko šport nauči poslovneže, menedžerje in vsezadnje tudi učitelje ali starše. Absolutno. To so res odlične lekcije. Kako vodite? Kakšen princip vodenja imate? Namreč ne samo vzgoja otrok, ampak tudi pravzaprav menedžiranje in vodenje, upravljanje ljudi. Je šlo čez neke transformacije, nova spoznanja, ali je bolje biti avtoritativen, ali bolj permisiven, ali je dobro vzpostaviti mrežo, ali strogo hierarhijo. Kako se vi tega lotevate, menedžiranja? Odvisno od situacije in od ljudi, ki jih vodim. Zdaj imam že toliko izkušenj, da je na nek način lažje, se mi zdi, da bolj, zdaj seveda veliko izkušenj, veliko tudi berem. Vedno bolj se zanašam na te izkušnje pa na intuicijo. Pa poskušam biti nekako, mislim, da se reče moderno, avtentični vodja. Tako da imamo v bistvu z zaposlenimi, s katerimi res pogosto delam tak dober odnos, da me tudi zanima, kakšne imajo oni čisto osebne zadeve, v bistvu kakšne izzive, s kakšnimi izzivi se trenutno srečujejo. Tako da nisem ti strogo služba, no. Se mi zdi, da poskušam vzpostaviti ta nek širši odnos, ker smo nenazadnje veliko skupaj v službi in se mi zdi, da ta odnos ne more biti tak tehničen, birokratski, hierarhičen, ampak ne. Človeški, ja. Človeški. Poskušam, čeprav izzivi so vedno zahtevni, ampak moram reči, sploh zdaj tlele imam tim 4 žensk, ki so izjemne, vse izjemne profesionalke z dolgoletnimi izkušnjami, vse tudi družinske mame, ne, recimo imajo svoje družine, tako da imamo na nek način podoben pedigre in mislim, da se kar lepo dopolnjujemo, tako da kar ženske obvladujemo ta del banke. Lepe zgodbe mi pripovedujete, namreč tako, ko se pogovarjam off the record, ko ni rdeče lučke prižgane, pa vendarle ženske pogosto potožijo, da kljub temu, da si vse prizadevamo biti drugi velika opora, motivacija, navdih, da v resnici smo ravno ženske drugi največje sovražnice lahko, kdaj pa kdaj. Ste se soočili kdaj s kakšno tako situacijo, ko vam je pravzaprav ženska nastavila kakšno mino ali oviro? Najbrž je bilo kaj, samo tako, da se prav... Nimate slabih izkušenj? Da bi prav ženska... Ne, jaz mislim, da tle ni kakšne razlike ženske, moški. Ampak kakorkoli, nažalost je Slovenijo doletela velika naravna katastrofa v tem poletju. To poletje se bo seveda v zgodovino Slovenije zapisalo prav po tem, da nam narava vrača udarec. In tukaj pravzaprav je Nova Ljubljanska banka že takoj, pravzaprav skoraj spontano, organsko, družbeno odgovorno odreagirala. Kje vse lahko pravzaprav banka pomaga? Prej ste že omenili takoj donacije, ne? Ampak kaj so še tiste nianse, recimo ljudje imajo kredite v tem trenutku, morda zaradi tega tudi ne bodo sposobni odplačevati redno. Kje so še tiste nianse, kjer lahko banka ali kjer lahko vaši komitenti pričakujejo vašo podporo? Ja, prvo področje je bilo gotovo možnost moratorijev, seveda brez kakršnihkoli stroškov odobritve teh moratorijev. To je recimo en možen ukrep, to je že instrumentarij, ki ga v bankah imamo. Potem seveda takoj smo se odločili in rezervirali eno linijo 100 milijonov za podjetja, ki potrebujejo neka likvidnostna sredstva po zelo ugodnih pogojih, tako da smo jo v bistvu dali že, mislim, da 3 dni po poplavah smo jo imeli na voljo za stranke, ker marsikdo zdaj rabi neka likvidnostna sredstva, ker mu je poplavalo, mogoče neka obratna sredstva potrebuje, pa vseeno kupiti, ker mora dobaviti ali pa skratka za to prvo hitro pomoč strankam. Potem, če recimo ima kakšna stranka vezan depozit, pa ga zdaj potrebuje, da ga razvežemo brez stroškov. Je možno. Ja.
potem tudi brez stroškov in ugodnejša obrestna mera pri odobritvi novih kreditov za te namene. Tako da to je inštrumentarij, ki smo ga takoj dali na voljo. Zdaj, videli pa bomo, kakšne bojo dejansko potrebe. Zdaj, skozi prakso se bo pokazalo, kakšne so potrebe strank in kakšni izzivi se bojo pri tem pojavljali, ker seveda moramo pa banke tudi spoštovati regulatorni okvir. Tako da zaenkrat še tako res velikega povpraševanja ni, tudi verjetno stranke se zdaj ukvarjajo z drugimi izzivi. Tako da bomo sproti, ko bomo videli, kaj stranke želijo, kaj potrebujejo, bomo gotovo sproti prilagajali ukrepe. Prej sem omenila, da banke prevzemajo vlogo opinion makerja, da ne rečem tudi trendsetterja, družbeno odgovornega subjekta, ampak vse bolj pa se mi zdi, glede na aktivnosti bank, ki jih imajo, tako bi rekla, navzven, da javnost občuti, da tudi prevzemate neko svetovalno, izobraževalno pravzaprav vlogo. Recimo v kontekstu prav tega dogodka, kaj lahko vse svetuje banka konkretno posamezniku, gospodinstvu, ki je utrpelo recimo grozljivo škodo ali pač škodo. Ja, v tem trenutku se je treba pogovoriti, kakšna je situacija. Greste case by case? Case by case, ne gre drugače. Case by case. Z pač nekim inštrumentarijem, ki smo ga dali takoj na voljo. Se pravi, moramo biti pa prilagodljivi, ker pač ko dobimo od strank oziroma od naših svetovalcev, poslovnih enot informacije, kakšne so izzivi, poskušamo potem odreagirati. Običajno je tako, da v krizah nekako najbolj hitro rešujejo najbolj iznajdljivi, v tem kontekstu tudi finančno pismeni. Zdaj se bo izkazalo, kako smo pismeni Slovenci in kako finančno nepismeni smo. Kakšna pa je sicer vaša ocena? Namreč spomnim se, da v času mojega urednikovanja v kontekstu Sveta kapitala smo veliko pozornosti posvečali ravno finančnemu opismenjevanju in smo hitro ugotovili, da moramo začeti resnično pri osnovah. Skoraj da že pri osnovnošolski matematiki. Kakšna je vaša ocena? Kje smo? Recimo tudi v primerjavi z drugimi evropskimi narodi. V primerjavi z drugimi evropskimi narodi, zdaj odvisno, katere študije gledamo. Ne? V nekaterih študijah se kar dobro izkazujemo primerjalno z drugimi državami, v drugih spet ne. Jaz bi rekla, da imamo še kar neke rezerve kot narod na tem področju. Gotovo smo precej konzervativni. Skratka, imamo, še vedno v nogavici denar, bolj recimo kot depozit ali pa stanje na računu v bankah, ali pa nepremičnine, ne? To so v bistvu najrajši imamo te dve zadevi. Zdaj, v primerjavi z razvitejšimi državami imamo bistveno manj premoženja v delnicah, obveznicah, v vzajemnih skladih, res bistveno manj, tle so bistvene razlike, ker recimo mi imamo več kot polovico premoženja v depozitih, nekje drugje je to samo tretjina in bistveno več v ostalih oblikah. Kako to vpliva recimo na neko gospodarsko kondicijo družbe? Slovenija. Malo priložnosti zamudimo, ker v bistvu skozi leta, se mogoče v enem letu se to ne pozna, ampak recimo v 10-20 letih pa dejansko kot družba akumuliramo manj bogatstva, kot bi ga lahko. Prav gotovo. Poleg tega smo tudi precej manj zadolženi kot prebivalstvo od kakšnih primerljivih bolj razvitih držav, tako da tle še dodatno nekako na nek način, če pogledamo celo to kombinacijo. Smo pa precej varčni, načeloma je to dobro. Zdaj seveda si pluvam malo tudi v lastno skledo delno, ne, da rečemo, da imamo preveč depozitov v bankah, ampak dejansko bi bilo dobro, da bi imeli svoje premoženje malo bolj razpršeno in tudi v naložbah, ki nekoliko zgodovinsko nosijo več kot depoziti. Prej so že omenili, gremo kar iz ene krize v drugo krizo, kar neka večplastnost kriz je tukaj in zdaj. Ampak, gospa Hedvika Usenik, začutila sem vas kot človeka optimizma, kot žensko, ki nekako zre z enim veseljem in radostjo v prihodnost. Se motim, imate nekje tudi v kontekstu inflacije, ki vendarle se počasi malo izboljšuje, umirja, ne? Imate, bi rekla, en tak res optimističen, poguben pogled na prihodnost?
Jaz mislim, da če si vodja, pa da si pesimist, je to zelo težko. Zelo težko zmotiviraš ljudi, če si pesimist. Tako da pesimist gotovo nisem, sem bolj optimist, med realistom in optimistom. Vedno gledam preko teh ciklov, ker cikli vedno so. Vedno vemo, da enkrat bo šlo gor, tako kot življenje. Enkrat gre navzgor, enkrat gre navzdol, ampak važno je, da gre nasplošno tako. Da ne stagnira. Tako, ja. Tako da bi rekla, da sem optimist, je pa eno področje, kjer pa nisem toliko optimistična, to pa je v bistvu to, kar se kaže zdaj, to globalno segrevanje, ekstremni vremenski pojavi, poplave. Lansko leto smo imeli hud požar. Nekako smo mislili, da smo mogoče mi kot država odporni in varni. Ja, nekako varni, ne? Vse to je problem Grčije, ali pa problem Avstralije, ali pa problem ZDA. Zdaj vidimo, da je tudi nas močno udaril in mislim, da nasplošno, zdaj ne bi rekla za Slovenijo, mislim, da je Slovenija kar morda naprednejša od kakšnih drugih držav na tem področju, zelo zelena sicer, tudi zelo nekako to področje usmerjanja trajnostno, ne? Tudi naš turizem je tak. Ampak vendarle mislim, da kot globalno naredimo absolutno premalo, da bi v bistvu na dolgi rok zajezili te ekstremne pojave. No, to področje, moram reči, pa vsak ima otroke, ne, ga skrbi, v kakšnih pogojih bojo oni živeli, bojo sploh lahko še normalno živeli pri teh ekstremnih vremenskih pojavih. Tako da to področje moram pa reči, da me zelo skrbi. Zaradi tega mislim, da moramo tudi mi kot inštitucija, mi kot posamezniki vsak nekaj narediti, nekaj spremeniti. Saj ni treba spremeniti vsega, ne? Ampak vsaj nekaj spremeniti, da prispevaš pozitivno. In če k temu dodava še recimo, da tretjo entiteto, ki se vse bolj vsiljuje v naše življenje, artificial intelligence, namreč če pomislim tudi kot mamica ali pa mamica 2 otrok, kako pravzaprav neznosno družabni mediji in pa omrežja, seveda, ne, internet, igrice in tako naprej, kako omrežijo otroške možgane in kako očitno jim zmanjšuje kognitivne sposobnosti, potem se resno sprašujem, v kakšnem svetu bodo sobivali, torej podnebne spremembe, ujme, požari, katastrofe in po drugi strani neka umetna inteligenca, nek laboratorij, si kar predstavljam, robotizacijo, stran od gozda, stran od reke, stran od iger, tistih, ki smo jih mi včasih igrali. Ne vem, ali so vaši otroci spoznali igro s frnikulami, so spoznali zemljokrast. So. Lepa nostalgija, ampak ni več tako zelo vidna. Jaz ne verjamem v recimo to, da kontroliraš to, koliko otroci uporabljajo računalnike ali pa telefone z pač temi raznimi aplikacijami za kontrolo. Kontrolniki. Ampak se mi zdi, da je nekako najlažje jih držati stran s tem, da jih spodbujamo v šport, v glasbo, v neko konkretno aktivnost. Zdaj je šla hčerka ravno na odbojkarski tabor, tam mlajša, in že ve od lani, da jim pač telefone odložijo in jih 3 dni ni. In je v redu. Ves čas delajo nekaj drugega. Tako da jaz mislim, da je v resnici to edini način, ker vse ostalo težko omejuješ, no. Kaj bo pa potem, ko jih ne boš več kontroliral, ko so stari 18 let? Ne. Torej, za zgledom in vzgojo, ne? Pa vendarle, če se vrneva na umetno inteligenco, na digitalizacijo, na vse te dovršene tehnologije, koliko pravzaprav pomaga ta dovršena tehnologija uspehu, kolikšen delež ima te krivde, v narekovaju, za dobro poslovanje banke? Koliko se zanašate, naslanjate že na te nove tehnologije? Ja, vedno bolj. Pač malo se učimo, eksperimentiramo, poskušamo, iščemo različne načine uporabnosti teh tehnologij. In potem, ampak pričakujemo, da bo razvoj na tem področju izjemen, da bodo zamenjale marsikatera opravila, ki se zdaj nekako delajo ročno in tudi niso tako zanimiva mogoče. To pomeni, da
se obeta odpuščanje, da se obeta tudi konec kakšnih poklicev, ki smo jih do sedaj poznali? Verjetno bodo spremembe. No. Recimo, ne vem, pravijo, da mogoče kakšna sploh enostavnejša opravila programiranja, naprimer, zakaj ne bi z umetno inteligenco izvajali, ne? Ker če je že tak pritisk na IT-ovce, oziroma težko zaposliš IT-ovce po normalnih cenah, ne? Tako da mislim, da je to samo ena nova razvojna stopnja, ki bo pa zahtevala zelo strogo regulacijo. Ampak po drugi strani se mi zdi pa zanimivo s tem, bi rekla, brutalnim vstopom tehnologije v naše življenja, ne? Pa se mi zdi, da na vsakem koraku vedno bolj poudarjamo pomen človeškega kapitala, človeka kot takega. Kako se soočate s krizo talentov? Beg možganov je seveda zelo pereč problem Slovenije. Slišim, da smo zdaj že v tisti drugi fazi, ko mladi kar ostanejo tudi v najbolj občutljivem obdobju, ko so recimo ženske noseče ali ko so otroci v vrtcih. V tistem obdobju namreč so včasih prihajali nazaj v Slovenijo, ker je bilo to in cenejše nekako za prebroditi in tudi lažje. Zdaj pa ostanejo kar v tujini. Torej je hujša situacija, kot je nekoč bila. Kako se vi soočate z pridobivanjem dobrih, učinkovitih, kreativnih ljudi, predanih? Zdaj, odvisno od področja. So določena področja, kjer niti ni, ker težko najdeš sploh v Sloveniji strokovnjake, ne? So področja, kjer se da. Zdaj nekako postajamo malo bolj zanimivi, se mi zdi, za talente, zaradi tega, ker smo matično podjetje, ne? Ker smo mednarodna skupina, ki ponuja tudi dosti zanimivih del, ne? Se pravi, tudi imamo sodelavce, ki so delali recimo v Londonu ali pa kje v tujini, pa so prišli sem zaradi tega, ker jim je z družino pa vseeno lepše pri nas živeti, ne? Tako da moram reči, že ni enostavno. Dobre kadre ni enostavno najdeti, se pa da. So pa seveda določena področja, ne vem, recimo kakšni analitiki, ne, kjer je izjemno težko, ker se vsi borimo zanje, ne. Ko smo se spomnili na dogodek, kjer je trener smučarskih skakalcev, gospod Hrgota, dejal, da pravzaprav je vprašanje, kako se oni soočajo z novimi mlajšimi generacijami, z generacijo Z, je odgovoril, da je to pravzaprav nesmiselno vprašanje. Kajti mi odrasli smo tisti, ki kreiramo nrav generacije Z, saj so naši otroci ogledalo nas, se mi zdaj vrhunski odgovor in pravzaprav en reminder, kako pomembna je vzgoja in kako veliko časa moramo temu posvetiti. Pa vendarle, generacija Z prinaša vendarle neke novitete. Kako jo vi dojemate? Vam je všeč? Ja, vedno je treba, se mi zdi, da vsaka generacija prinese svoje. Jaz mislim, da tudi ne moramo vsake generacije kar metati v isti koš. Ljudje so vendarle različni, ne. Tako da ja, meni so ti mladi všeč. Všeč mi je recimo, ker jih imam pač zdaj doma, ne. In lahko malo vidim, kako, ker nekaj časa recimo se mi je zdelo, da sploh več nimam stika s temi strankami, študenti in tako naprej, ne, ker kot si, ne vem, star recimo 40, enostavno nimaš več stika in ne veš, kako razmišljajo. Zdaj spet imam stik z njimi in vidim, kako razmišljajo, kako hočejo vse na hitro, kako niso potrpežljivi, če uporabniška izkušnja ni taka, ki si jo predstavljajo, ni v redu, ne. Tako da z tega vidika učnega za nas, kaj je pomembno za to generacijo, je kar simpatično imeti jih doma. Čisto popolnoma se strinjam z vami, ker imam tudi sama doma 2 otroka in podoživljam pravzaprav vse te otroške in najstniške dni in moram reči, da so tudi meni ne samo izjemno všeč, ampak pravzaprav na nek način učitelji. Pa vidite, doživljate, kako tudi ti otroci sanjajo. Se spomnite, kako ste sanjali vi? Ste sanjali o tem, da boste bankirka? Ne. O čem ste sanjali?
Ste si predstavljali, da boste arhitektka? Ne, kje pa. Ne, to pa sploh ne, ker nimam prostorske predstave. Ne, moram reči, da nikoli v karieri nisem imela neke fiksne ideje, jaz bom pa tole. Ne, tako kot včasih pridejo kakšni mladi v službo, pa reče, jaz bom predsednik uprave. Jaz moram reči, da nisem nikoli imela te ideje. V bistvu sem ves čas mogoče par mesecev preden sem mogla odločiti, kam iti študirati, sem bila prepričana, da bom študirala tuje jezike, ker to mi je res šlo. Še zdaj je to res hobi, učenje tujih jezikov. Ampak tako da sem se pol šele zadnji trenutek nekako odločila za ekonomijo, ker se mi je zdelo, da z jeziki ni nič takega, kar bi jaz rada delala. Niti si nisem želela poučevati, niti si nisem želela prevajati. In pa sem nekaj, kaj bom jaz delala s temi jeziki, ne? In me je pa zanimala ekonomija, tako da pač sem šla študirati ekonomijo. In potem sem se zaposlila na Inštitutu za ekonomska raziskovanja, sem bila 5 let v raziskavah, potem me je pa vendarle mikala neka praksa, tako da takrat sem potem prišla v bančništvo. In potem vsaka služba je bila mogoče priprava za naslednjo, pač ko je prišla neka priložnost, sem jo nekako zagrabila, to že. In se nekako skozi to učila in pridobivala nove priložnosti. Ni bila pa to neka fiksna smer, kamor želim iti. Glede na to, da so sanje ravno motor našega delovanja, vizije, me zanima, od kod vi pravzaprav črpate to energijo, da zjutraj vstanete z enim optimizmom, z delovnim elanom, z voljo. Vemo, da je danes sploh med pandemijo in po pandemiji grozljiv porast duševnih motenj in stisk in te otopelosti. Od kod vi to črpate, to supermoč, recimo? Da ne odnehate? Mogoče je to bolj intimno vprašanje, kot se na prvi pogled zdi, ker mogoče pa je ideja o tem, da bi imeli recimo doprstni spomenik nekje na banki ali pa morda imeli ne vem kakšno bogastvo, da bi se zapisali z zlatimi črkami v zgodovino banke, ne vem. Te notranji driverji so zanimiva reča, niso? So. Ne vem, mene je vedno motiviralo to, da se učim nekaj novega. Da je en nov izziv, en nov projekt, ki me tako želodec boli, ne vem, kako bomo to naredili. Potem nam pa uspe, pa smo zadovoljni, smo nekaj vklukali. In to neverjetna radost. Ja, ta želja po nekem razvoju, da se vedno nekaj novega učim, da rastem, se razvijam, da lahko rečem, v tem letu ali pa v teh 5 letih sem pa naredila to, pa to, pa to, pa to. Tako. To mi je všeč. Zelo me veseli tudi, ko vidim, da se moji sodelavci razvijajo, da vidim, da prevzemajo vedno zahtevnejše zadolžitve, da vidim, od kje so prišli, pa kam, kako so se razvili. To mi je recimo taka velika motivacija. Pa nekako dobri odnosi, bi rekla, v službi. Zelo težko bi delala, zelo verjetno ne bi delala v organizaciji, kjer bi imeli neke slabe odnose, toksične odnose. Ste se tako odločili v zrelejši dobi ali je bil to recimo nek leitmotiv, moto ali pa vodilo skozi celo življenje? Ker včasih mlade ljudi denar recimo, ne? Ali pa nek statusni simboli, prednosti, toliko premamijo, da nekako se soočijo tudi s toksičnim okoljem, no matter what. Ja, včasih tudi ali imaš občutek, da nimaš izbire, recimo imaš kakšen stanovanjski kredit, ki ga moraš odplačevati, ali pa se mogoče znajdeš v kakšni taki situaciji. Verjetno z leti bolj, no. Začneš drugače presojati. So ti mogoče druge stvari pomembne, kot se razvijaš. Recimo meni so zdaj te odnosi res pomembni. Ta transparentnost, to, da tudi znotraj uprave lahko odprto debatiramo o stvarih, se ne strinjamo, pa vendar sprejmemo odločitev, da ni tega osebnega občutka ogroženosti, frustracij, napadanja. Da lahko poveš stvari, se pomeniš, tudi skregaš, če je treba, ampak ne. Ni potem tisti globoki zamer. To mi je izjemno pomembno in znotraj, se pravi, uprave kot take, v relaciji do nadzornega sveta, pa tudi z mojim timom. Verjetno je to pač eno življenjsko obdobje, v katerem je to pomembno. No. Dvomim, da bi lahko še delala v zelo takih težkih
okoliščinah, v tem smislu odnosov. No. Zdi se mi, da je to tudi odraz stanja duha, da smo ljudje nekako prišli do teh sklepov, da ne bi čisto vse za vsako ceno, ne? In da smo ugotovili, kaj je tisto, kar nas uničuje, nam krati spanec. In zanimivo mi je, ko ste dejali, da ste ljubiteljica tujih jezikov. Mogoče veste, da z učenjem tujega jezika pravzaprav na najboljši način premagujemo stres in vse tesnobe, anksioznosti. Namreč, ko se učimo tujega jezika, začnemo mirneje dihati in spravimo telo zaradi fokusa, vašega fokusa, k nekim popolnoma novim stvarem v koherentno stanje. To je tisto stanje, če se spomnite pri otrocih, ko vas niso slišali, ko ste jih poklicali k kosilu. Nisem vedela. Zato se tako dobro počutite, ko se učite tujih jezikov. Ja, meni je všeč proces učenja jezika. In tudi imam občutek, da ko se naučiš jezik, ali pa ko se učiš jezik, spoznavaš tudi dejansko kulturo neke države. Se mi zdi, da če ne greš v to, da se malo učiš jezik, veliko zamudiš. No. Je pa res, da zdaj nimam zares časa, da se učim novih jezikov, si pa želim znati 7 tujih jezikov. To je moj življenjski cilj. Ne vem, da ga bom dosegla. Kje ste na tej poti? Koliko jih obvladate? Ja, tam med 5 do 6. Aha, katere pa? Tako, zdaj srbsko-hrvaški, to štejem kot eno. Okay. Pa ločite? Znate hrvaško in srbsko? Mislim, ločim, ampak verjetno vse, ki sem pa tega še ki se zgodi. Ja. Ampak zdaj moram reči, znotraj NLB-ja, ker veliko uporabljamo v praksi srbski, recimo, bolj jezik. No. Potem angleški, nemški, francoski, italijanski, španski, tako. Zato je 5,5. Rada bi se pa naučila še kakšnega, mogoče ruskega, ali pa ki sem se že malo učila, sam ne moram reči, da malo sem se albanskega učila. A res? Ja, ker sem bila v nadzornem svetu v eni naših hčerinski družbi v Prištini, pa se mi je zdelo fajn, da bi vsaj malo razumela. Je magic touch. Vem, da ravno v tem podcastu so mi ljudje, ki se ukvarjajo sicer s turizmom, hotelirstvom, so rekli, da je ena res magičnost, če hotelir ali hotelski delavec obvlada vsaj toliko tistega jezika, odkud recimo prihaja gost, da je neka posebna vest se zgodi. Verjamem. Se človek človeku približa tudi na tak način. Katere kulture so vam pa sicer najbolj všeč? Recimo, če bi lahko izbirali, kje bi živeli, kje je za vas? Je Italija, Grčija, Skandinavija, katera okolja? Japonska? Tam je pravzaprav zgodba o dolgoživosti zelo prisotna. Ikigai. Japonska ne, mislim. Malo bolj južne kulture so mi mogoče malo bližje. Kot sem rekla, tudi pri nas živimo tako, da imamo veliko pomoči od mame, tašče, tako kot ena velika italijanska familija. Tako da mogoče malo južnejše kulture nekoliko bolj, ampak tudi recimo za družino smo z možem 3-krat za družino, enkrat bili na Norveškem, nam je to zelo všeč. Tako da verjamem, da se bomo še vračali. Tudi ta Skandinavija nam je všeč. To je bil zdaj nekaj let pravzaprav svet vzgled za Slovenijo. Nekaj časa Švica, potem pa smo vse primerjave delali in se skušali približati temu čudovitemu zgledu skandinavskemu. Tako da težko se zdaj opredelim točno ena kultura. Ta nekak italijanska mi je kar blizu, tudi Balkan mi je kar blizu. Francija, tudi Pariz imam zelo rada. Skratka, ne samo po znanju, ampak tudi verjetno po izkušnjah in po potovanjih ena taka kozmopolitanska oseba. In moje zadnje vprašanje v podcastu Super moč. Upam, da so najini gledalci in poslušalci skozi pogovor nekako odkrili, odkot vi črpate navdih in motivacijo in to super moč za vaše delo, tako doma kot na delovnem mestu. Ampak vseeno, spomnim se na koncu osemletke, ko sem bila pravzaprav skoraj da
pri vsakem priznanju pred mikrofonom, v smislu podelitve in tako naprej, pa me je vendarle ravnatelj na koncu vprašal, ampak Petra, kako bi ti lahko opisala, da si dobila skozi 8 let toliko priznanj, pravzaprav vsa priznanja? Kaj se je zgodilo na tej poti? In ne vem, kako je prišlo do tega, ampak to je bila dejansko resnica. Sem rekla, da pravzaprav je bil čisto vse splet okoliščin. Pa me zanima za konec, gospa Hedvika Avsenik, ali verjamete v naključja? Je to, da ste danes članica uprave največje banke v regiji, Nove Ljubljanske banke, splet okoliščin, naključij, ali odraz trdega dela? Predvsem odraz trdega dela. Verjetno tudi delno splet srečnih naključij, ampak jaz se nikoli nisem preveč zanašala na srečo, tudi ne igram lota, res ne verjamem v srečo. Gledate v planete? Veliko ljudi se že naslanja na astrologe, tudi vedeževalce. Ne. In to celo, kar bi rekla, pomembni slovenski odločevalci imajo redno vedeževalko pri sebi. A ste to vedeli? Ne, jaz se bojim. Ne bi upala iti k vedeževalki. V bistvu se zanašam vedno bolj na intuicijo, oziroma tako v življenje me je naučilo, da če nisem poslušala zadosti intuicije, sem naredila narobe. Ja. To ja. Sicer pa zelo verjamem v trdo odgovorno delo in potem uspeh pride sam po sebi. Verjetno tudi sreča pride do neke mere sam po sebi. Pa čakaš samo na srečo ali pa na srečno naključje, to pa ni moj princip. Pod črto, gospa Hedvika Avsenik, nič ne pade z neba? Ne. Tudi talent je samo v tisti manjši količini pomemben, vse ostalo pa je predanost, potrpežljivost, vztrajnost, pridobivanje veliko znanja in dela. In verjetno tudi srčne kulture. Zelo me je veselilo, da ste pristali na ta pogovor v podcastu Supermoč. Gradite to zgodbo tudi te ženske moči znotraj tako velike banke naprej. Vam in vsem vašim, tako doma kot v Novi Ljubljanski banki, želim vse dobro. In ker sva obe ženski, se mi zdi tudi lepo, da se pokloniva ženskam tako, da žensko ekipo znotraj dela nekako pozdraviva na ta način, da spomnimo tudi naše bralke, da se bliža tudi izid nove ženske edicije, ki jo lahko seveda prebirajo tudi moški, in sicer One Plus. Namreč nova izdaja te ženske revije bo na vseh policah in tako naprej in na voljo 5. septembra. In kot sem se pogovarjala z odgovorno urednico One Plus, Sabino Obolnar, pravi, da bo september v One Plus prinesel res čudovite zgodbe, navdihujoče zgodbe, ki bodo dodale vsem nam nov zagon. Berete veliko časopisov? Če se le da, kolikor se da, važga tudi celo v fizični obliki, rada preberem delo. Ja. Tudi Ono Plus, tako da ja, se že veselim. Odlično. Hvala lepa za res prijeten pogovor. Tudi vam, hvala lepa. Sedaj v roke, lepo se imejte in vse dobro. Enako, hvala. Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, hvala lepa za vašo pozornost, za vaš čas in kot rečeno, držimo skupaj, ne glede na spol, raso, veroizpoved ali vse ostale stvari, ki nas pač razlikujejo. Mislim, da je dovolj izzivov v tem času, da moramo stopiti skupaj, in vsezadnje tudi politika nam izkazuje to, da je čas, da govorimo isti jezik in da se posvečamo pomembnim temam. Hvala lepa za pozornost in srečamo se prihodnji četrtek.